Lepo pozdravljeni. Tole je tretji del drugega predavanja za biokemike in kemike na magistrski stopnji na FKKT Univerze v Ljubljani. Pogovarjamo se o delovanju NMR spektrometra. V tem delu bomo malo se ogledali, kako procesiramo, pravzaprav obdelamo rezultate. Na tej slikci vidimo neko intenziteto kot funkcijo časa. To je pravzaprav naš free induction decay, nas FID. Dobro vemo, da to ustreza pojemanju magnetizacije v ravnini XY, ki ob tem pojemanju ustvari tok v tuljavi detektorja in tole je ta odziv. Hiter pogled na FID pokaže, da je njegova intenziteta na začetku sorazmerno visoka. To povezujemo s tem, da se pravi, da imamo tam tako imenovane dobre podatke, informativne podatke, ki vsebujejo informacije o našem vzorcu, da pa v kasnejših delih, se pravi pa vektor magnetizacije, če tako poenostavljeno potem razmišljamo že v glavnem pojenju, se pravi, je v tem delu signala že velik del šuma. In seveda, kaj lahko naredimo, obstaja matematični formalizem, konvolucija te funkcije pojemanja s funkcijo eksponentne multiplikacije, ki seveda, če pogledamo, imamo veliko intenziteto v času nič, in pa ki pa eksponentno pojema s časom, in te dve funkciji povežemo skupaj, dobimo tako imenovano apodizacijsko funkcijo. Fourier transform dobi želeno obliko. Se pravi, naš signal bo imel takole obliko, se pravi, tam eksponentni člen, velikokrat v NMR literaturi imenujemo line broadening, izražamo v hercih, povezanje, ki je že pokazano s polovično širino signala, se pravi, širino signala na polovični višini. In tako tudi izberemo primeren LD. Se pravi, ker seveda nam, operaterju, prepuščeno, tako kot je bilo pokazano na prejšnji transparenci, se pravi, kako strmo naj bo to pojemanje, ali bolj položno ali zelo strmo. Se pravi, pojavi se seveda tudi možnost, da apodizacija, če signal naš FID zapišemo na takle način, kot neko amplitudo, pa eksponentno pojemanje, mali t je čas, veliki T2 je relaksacijski čas, pravi T2, transverzalni relaksacijski čas, če pa multipliciramo funkcijo s tem eksponentnim pojemanjem, pa dobimo takole. Tele izrazi so zelo informativni. Se pravi, če bomo A precej povečali, bomo naredili, se pravi, pa line broadening bomo naredili črte zelo široke, s tem pa seveda se pravi signali v vzorcu, ki prihaja iz vzorca in ne bojo imeli določene širine signala, seveda ne bojo dali odziva. Jasno je, da tale člen je lahko tudi line broadening, ta faktor je lahko tudi negativen. To pomeni, da našo funkcijo umnožimo z rastočo funkcijo in na ta način bomo simulirali ožje linije. To se pa že pomenil prej, da je, ali pa vas spomnim, ko smo se pogovarjali o Fourier transformih parih na prejšnjih predavanjih, da je širina linije odvisna od hitrosti pojemanja. Bolj strmo je bilo eksponentno pojemanje, širše je bila ta krivulja. In ta čas, tlele piše T2, kot lasten transverzalni relaksacijski čas, v resnici bomo tudi malo kasneje videli, je tukaj treba upoštevati še prispevke, ki so mogoče prispevki zaradi vzorca in ne toliko zaradi same spojine. Če zdaj malo pogledamo, ko delamo, imamo lepo vzorčen FID, to funkcijo pomnožimo z line broadening 5 Hz, kar močno
bomo dobili takle spekter. Mimogrede, to je verjetno C13C spekter. Če uporabimo negativne LB, bomo videli drugače. Vsekakor tisto, kar vidimo, je, da je razmerje višine signalov proti šumu tukaj precej slabše kot tukaj. Še hujše je, da določeni signali iz spektra izginejo. Tega si nikakor ne želimo, če želimo recimo priti do potrditve strukture. Mislim, da je samoumevno, da če imamo eksponentno pojemanje s svojimi dobrimi in malo manj dobrimi lastnosti, da imamo tudi druge oblike. Zelo splošno v rabi je tale, ki rečemo Gaussian-Lorentzieva multiplikacija. Tukaj že vidimo, da tisti vrh, ki pri eksponentnem pojemanju bil v času nič, ta vrh je pomaknjen malo kasneje. To je zelo pogosta metoda pri procesiranju numer spektrov. Tukaj je pokazana Hanningova kosinus ali pa kosinus kvadrat zvončnica, ki velikokrat uporabljamo v večdimenzionalnih spektrih. Treh oblik window funkcije na načinov ali pa na spektrometrih ali pa v programih, ki jih uporabljamo za obdelavo FID-ja in pač obliko nekega spektra, ki je lažje interpretirati veliko. Odvisno je od eksperimenta, o tem bomo seveda še govorili, pa seveda tudi od tega, kakšne želje, kakšne potrebe ima posamezni uporabnik. Tukaj bi si malo pogledali, imamo spojnico, ki smo jo že gledali, takle fosfonat, se pravi, tole je FID, če originalni podatki, prav nekje po, kaj blizu 2 sekund, signal popolnoma že izgine, lahko ta FID pomnožimo z negativnim LB-jem, se pravi, ga navidezno podaljšamo, lahko ga pomnožimo z zvončnico, se pravi, z vrh nekje tukaj, pri sekundi in še malo, ali pa otežimo z line broadening, 0,8 ali pa 1,9 Hz, in vidite, da to navidezno FID skrajša v navednicah, zelo prej pride do ničle. Seveda tisto, kar bo za nas bolj zanimivo, bo, kako to zdaj prispeva na ta multiplet. Gledamo si multiplet te metilinske skupine. Naj vas spomnim, ta metilinska skupina, se pravi, oba dva protona, sta sklopljena z metilnimi protoni, sklopitveno konstanto 7,1 Hz in pa seveda s fosforjem 31. Ta sklopitev je 8 Hz. Verjetno je že vsem jasno, da kaj pa bo po obliki ta multiplet, bo dublet kvarteta. In seveda, ko pogledamo spekter, ali vidimo v tem spektru dva kvarteta, če se malo potrudimo, tle je ena črta, druga, tretja, četrta. In tukaj je druga kvarteta, prva, druga, tretja, četrta. Se pravi, dejansko v spektru sta dva kvarteta. Pa vidimo, če povečamo, oziroma če LB je negativen, vidite, da se ločljivost spektra poveča. Prav, imamo separacijo črt do bazne linije, rečemo. Zvončnica je bila malo prehuda, smo dobili te negativne odzive. Vidite pa, če je LB 0,8 ali pa 1,9 Hz, bi pa zelo težko rekli, da je tukaj noter 2x4, 8 črt. Kar namreč tisto, kar bi bilo očitno, ko bi spekter pogledali, bi bilo, da imamo 1, 2, 3, 4, 5 črt, resonančnih črt. In vprašanje, če bi lahko ugotovili, da gre dejansko za dublet kvarteta. Vsaj ne na osnovi teh podatkov samih. Se pravi, gre za iste vrste FID-ja, pravi iste vrste informacije o spektrometru, ki pa je obdelana na drugačen način. Ena stvar, ki je izredno pomembna, ko recimo hočemo analizirati spektre ali pa določiti sklopitvene konstante, je tudi s koliko točkami opišemo naš spekter. Seveda, tisto, kar nas zdaj zanima, je, kakšna je digitalna resolucija. Definirana je kot spektralno območje, razmerje spektralnega območja in števila točk, ki jih uporabimo, da to območje opišemo. Se pravi, 5 kHz spekter, to bi na 500 MHz spektrometru ustrezalo 10 ppm,
16K točk, se pravi digitalna resolucija bi bila malo več kot 0,3 Hz na točko. Se pravi, na vsake 0,3 Hz bi bila neka točka in v tisti točki definirana intenziteta. Se pravi, če nas zanimajo spektri, razlike v dveh linijah ali pa dubleti ali pa kakršnekoli separacije, ki so večje od 0,3 Hz, bo vse v redu. Se pravi, tu malo piše, da seveda včasih je bil prostor na disku velik izziv, danes temu ni tako. To pa zdaj tudi pripelje do tega, zakaj pa ne bi recimo merili precej dlje časa. Če se ni treba več ukvarjati 16 kilobajti, zakaj pa to ne moremo? Se bomo k temu vrnili. Mislim pa, da je samo omenjeno v določenem času to, ko tuljavci pade na nič, sistem magnetizacije je zrelaksiral in nam nič ne pomaga, če snemamo dlje. Navidezno bo izgledalo, da smo zbrali več točk, ampak smo že prej videli v tem kasnejšem delu FID-ja, zajemamo v glavnem šov. In tukaj nam pride na pomoč operacija, ki se reče zero filling, prav od nekega dela odrežemo, mislim, da je že precej hitro jasno, da uporabimo eksponentno multiplikacijo, da tukaj pravimo konvolucijo, da bo tlele tok nič, potem pa stavimo same ničke. Prav navidezno smo povečali digitalno resolucijo, se pravi določeno, to je časovna dimenzija v frekvenčni dimenziji na skali kemijskega premika v ppm-ih, bo se pravi pa to prispevalo, kako podrobno opišemo posamen multiplet. Če uporabimo 2x več točk, da tukaj določene oblike multipleta, ki pri manjšem številu točk nismo videli, ki seveda vidimo. In to je seveda izredno pomembno. Se pravi, mi moramo vedeti, kje se posamezne takele zobčke, takele signalčke pojavijo in te so seveda povezave z našo strukturo, z našo sklopitveno konstanto ali pa kakšna drugačna interakcija. Prej sem omenil, da bi seveda tole razmerje digitalne resolucije, se pravi, lahko poveča s tem, da bi vsaj teoretično zelo povečal število točk. Ampak videli smo, akvizicijski čas ima smiselno, se pravi signal času detekcije ima smiselno zajema to, kar obstaja. In se tukaj seveda ne moramo zelo daleč. Vidimo, da če je, tlele imamo dva signala, še pravi dva dubleta, en večja separacija 6 Hz, manjša 2. In vidite, če je digitalna resolucija 2 Hz, seveda komaj da slutimo, ne moramo biti sigurni, da je tukaj noter še en dublet, se pravi pod to širino črte, ki nam zven izgleda kot dve široki črti, da je, se pravi, s podaljšanjem akvizicijskega časa in s tem razmerja hercov na točko, pa seveda postajajo te lastnosti multipletov čedalje bolj vidne. Po drugi strani smo pa omenili, se pa tle en drug multiplet, vidite, da gre tudi za nek triplet, ki pa je potem še dodatno separira na duplet, je treba določeno število točk s hercev na točko, da postanejo ti spektralni detajli vidni. Seveda je to obdelava, če naš signal naše spojine zelo hitro pojenja, nam bo zelo hitro malo pomagalo, če bomo pač povečali število točk ali pa akvizicijski čas. Če je narava spojine taka, da se recimo določene spektralne lastnosti na tej strani ne pokažejo, in tudi snemanje daljši čas ali pa zero filling ne boste pomagala. Omenil bi še en postopek, samo mimogrede, ki je alternativa zero fillingu, tako imenovana linearna predikcija, sloni na matematični operaciji, pri kateri imamo točke do neke točke N, potem naprej pa lahko naslednje napovemo z računalniško ali pa računsko metodo. Kaj več ne bom, se pravi, če imamo nek FID, ki je pač bil odrezan in
pogledamo njegov spekter, vidimo, da je precej korumpiran, se pravi, ima težave. Če pravimo zero filling, bomo dejansko videli, da to je šlo za neke vrste triplet. Z linearno predikcijo pa seveda lahko to stvar bistveno popravimo. Te stvari, se pravi, pri enodimenzionalnih spektrih so tele slikce in korelacije zelo informativne, morda izgledajo malo odvečne, ampak seveda pri večdimenzionalnih spektrih, ko smo velikokrat prisiljeni v take scenarije, da snemanje zaključimo prej, o tem bomo seveda še govorili in takrat nam takili postopki vidijo izredno prav pri obdelavi, pri pripravi slik, interpretaciji in seveda posledično interpretaciji rezultatov. Pri obdelavi spektrov se pojavi še ena težava, ki je povezana z lepo fazo spektrov. Kasneje boste videli primer, ampak recimo tale oranžen signalček bi rekel, da ima lepo fazo. Se pravi, je v popolni absorpciji, nobenih teh zoprnih komponent v drugo stran. Se pravi, zakaj pa pravzaprav do tega pride? Po vzbujanju je ta vektor magnetizacije vzdolž definirane osi in potem seveda se začne njegov razvoj, se začnejo procesi relaksacije in to ustvari tok v tuljavi. Ampak zaradi tehničnih zahtev ne moremo v času nič preklopiti ojačevalca na detektor, poteče nek kratek čas, mogoče mikrosekund, ampak v tistem času se že poteka evolucija, recimo interakcije kemijskega premika, ki je večja interakcija, recimo sklopitve. In seveda, ko odpremo tuljavca od detektorja in če to vzdolž osi X, je popolnoma jasno, da bo modri in pa rdeči vektor, da boste imeli že precej drugačne lastnosti. In seveda takle spekter spet imeli težave. No, na pomoč nam pride sam rezultat Fourier transformacije, ker smo že takrat omenili, da imamo realni pa imaginarni del spektra, seveda na zaslonu ponavadi gledamo realni del spektra, zdaj si pa pomagamo, skombiniramo en in drug prispevek in tega prispevek sinusnega dela kombiniramo s fazo ničelnega reda in pa fazo prvega reda. Tu ste videli na primeru, kako to izgleda in seveda potem na laboratorijskih vajah so te stvari potem še bolj jasne. Prav, tukaj spodaj imamo nek enodimenzionalni protonski spekter, vsi signalčki so lepo poravnani, kot bi rekli, bazna linija ravna. Če gremo na tale primer, pa vidimo, da so vsi nekako nagnjeni na eno stran. Ta sprememba je jasno, da ni frekvenčno odvisna, prav je jasno, da moramo s fazo ničelnega reda bomo to zlahka popravili. Ta na vrhu se pa vidi, da signalčki tukaj so v dobri fazi, te pa ne. Se pravi, tukaj nam bo verjetno pomagala faza prvega reda, se pravi, tale člen. To je seveda najlažje pokazati ob samem primeru in ob programski opremi, ki jo bomo seveda in konkretnih spektrih, ki bomo. Tole bi pa le apeliral na vse, da če prikazujete namere spektre, da jih prikažete v taki obliki. V tem zadnjem delu bi gledali en fenomen, ki se mu reče Nuclear Overhauser efekt. Zelo močno je povezan z relaksacijo. Bi vas sam lahko rad spomnil, se pravi, po vzbujanju, se pravi, iz ravnotežja, nam je do zdaj to služilo, da smo sploh dobili signal. Tak sistem se vrača v ravnotežje. Govorili smo že o tem, da je relaksacija spin mreža, ko označimo stena tista, ki nekako skrbi ali pa je povezana z tem, da se ravnotežje vzdolž sozi postavi. Na osnovi česa pa pride do te povezave? Te povezave gredo preko prostora. Se pravi, na nek način si lahko mislimo, da so različni spini, različna jedra v naši molekuli, majhni mikroskopski magnetki in med sabo interagirajo. In zaradi gibanja, sprememb relativne orientacije, seveda magnetki delujejo drug na drugega, se pravi, dipolarna interakcija med jedri se dogaja in te stvari vplivajo na relaksacijo T1.
Zlahka si predstavljamo, da je pa kako bosta dva dipola delovala drug na drugega, je povezano z prekopicanjem, molecular tumbling po angleško molekule, in seveda te časovno odvisne spremembe bojo vplivale na hitrost relaksacije T1. Druga komponenta je relaksacija spin-spin, označimo jo s T2. Tle gre pa za defaziranje komponent v ravnini XY, o tem bomo seveda še govorili. Malo sem že omenjal pred nekaj minutami, da k temu prispevajo tudi komponente nehomogenosti magnetnega polja, kakšne motnje v okolici, zato tle velikokrat nastopa tudi T2 zvezdica, rečemo, ko ne gre samo za T2, se pravi intrinsične prispevke molekule, pa molekul, ki študiramo, ampak se tudi okolica prispeva. Spoznali smo se že z Blochom, kot enim od pionirjev in Nobelovcem povezavi z NMR. On je bil tisti, ki je opisal, kako sprememba magnetizacije vzdolž posameznih osi, s temi vektorskem modelu, komponente vzdolž osi X, Y in Z, v odvisnosti časa, so vektorski produkti, se pravi, so odvisni od razvoja ali pa časovnih sprememb magnetizacije vzdolž osi Y in Z. Zato gre za diferencialne enačbe, če se bomo spomnili, da je vzdolž osi Z imamo eksponentno rast, minus, in minus pa še odšteto, to komponento, ki nas trenutno tudi bolj zanima, T1, vračanje ravnotežje, vzdolž osi Z, relaksacija spin mreža, longitudinalna relaksacija je definirana s takole povezavo. V ravnini XY imamo pa sinusne in kosinusne komponente. Pri Fourierjem transformu smo govorili, kaj pomeni hitro pojemanje ali pa počasnejše pojemanje in pa seveda te frekvenčne komponente, ki določajo, kolikšna pa je frekvenca, ki je pa signal v spektru. In ta kratek uvodek pripelje do tega, da se malo posvetimo efektu, ki ima ime po Overhauserju, imenuje se Nuclear-Overhauser efekt. Zdaj predpostavimo, da imamo v molekuli dva spina, ki pa nista skalarno sklopljena. Najlažje si to predstavljamo, da sta po kovalentnih vezeh daleč narazen, sta pa dipolarno sklopljena. To pomeni, da sta pa toliko blizu v prostoru, da jih lahko v tej naši poenostavljeni razplagi obravnavamo kot dva majhna mikroskopska palična magnetka, ki čutita drug drugega. Se pravi, če imamo to interakcijo, pa v vodni ali pa neki izotropni raztopini, te interakcije ne bomo zmerali. Čisto na začetku predavanja sem povedal, da dipol-dipol interakcija v trdnem ali pa v orientiranih medijih je izredno velika. Mogoče se bomo temu še kasneje vrnili. Zdaj definiramo še eno I, pravi, gre za ojačanje signala v spektru, ko nekaj z drugim naredimo. Se pravi, označimo takole, eno I za spin I, ko jedro S nasitimo. In to je intenziteta, ko je bil S zmoten, glede na referenco. Se pravi, razlika v intenziteti glede na originalno intenziteto. Krat 100, se pravi, da bomo izražali v procentih. Zdaj, če si zamislimo jedri I in S, je popolnoma jasno, nista skalarno sklopljena, smo rekli, se pravi, v spektru bomo videli dva singleta. Jasno je, da najnižje energijsko stanje bo, ko bosta oba dva usmerjena v smeri polja, alfa-alfa. Če bo eden ali drugi vzbojen, bomo imeli stanje alfa-beta in beta-alfa, če bosta oba dva vzbojena, se pravi, obrnjena nasproti zunanjem magnetnem polju, bomo imeli stanje beta-beta. Če ta diagram malo pogledamo, se pravi, dvojni V je verjetno za prehod oziroma hitrost za ta prehod, potem imamo tle verjetno za prehod brez spremembe kvantov, zero kvantum rečemo,
ali pa tale prehod iz beta-beta v alfa-alfa, double quantum prehod. Prav v tem prehodu, to se seveda energijsko niso dovoljeni, ampak v tem prehodu se bi spremenila dva kvanta. Poleg tega gre za I in S, so te naši predpostavki sorodni jedri, recimo dva protonska spina, in lahko rečemo, da je recimo razlika v populacijah energijsko nižjega, bolj ugodnega, pa vzbujenega dve telezvezdice. Sprav, kjerkoli prehod pogledamo, je razlika med stanji dve zvezdice. Seveda te razlike v populacijah med dveh stanji bojo, ko bomo sistem zbudili in nekaj z njim naredili, bojo seveda določene, kakšna bo intenziteta. Čeprav še enkrat poudarjamo, da v NMR velja, da so dovoljeni prehodi ti spremembo enega kvanta, tako imenovani single quantum transition, ti drugi imajo verjetnost, ki jo lahko tudi matematično izrazimo, v tem principih spektroskopije so pa prepovedani. Zdaj, mogoče bi samo še to domenil, prej sem malo omenil, da dipolčka, dva dipola med sabo interagirata tako, ker se njuna orientacija nasprot, relativna orientacija nasprot magnetnemu polju se spreminja, to je vse pa posledica translacije, rotacije trkov med molekulami in tako naprej. To se pravi, zdaj, če pa tisto, ki smo prej pri definiciji NOI na prejšnji transparenci, to saturiramo prehode spina S. To povzroči, da se stanja med nižjim energijskim in višjim energijskim, se pravi alfa, beta, se energijsko izenačita. Se pravi, če bi in ta. Se pravi, če bi zdaj posnel spekter za jedro S, ne bi zaznali signala. Seveda, vprašamo pa se, kaj pa se zgodi s prehodi za jedro I. Prej se spomnite, so bile med nižjim in višjim po dve zvezdice. Zdaj pa za jedro I tle razlika 3. Samo da smo rekli, da tile procesi spremembo nič ali pa dveh kvantov so bili prepovedani. Po drugi strani so pa imeli enake zastopanosti. V tem primeru pa vidimo, da imamo v stanju alfa-beta večjo populacijo kot beta-alfa. Se pravi, si lahko zamislimo, da bo nekaj teh procesov, ker jadro S je ves čas nasiteno. Kako pa naj jedro S odda energijo? Ja, nekaj lahko odda jedru I. Ali pa vidimo, da je delež beta-beta zdaj večji, kot je bil pred nasičenjem S, se pravi, obstaja verjetnost, da se bo nekaj jeder po procesih double quantum tranzicije vrnilo v osnovno stanje. Zdaj, seveda, kako pa ta proces, kako do njega pride, je pa povezan s frekvenco, kako hitro se naše molekule gibljejo. Mi smo precej podrobno se pogovarjali, da recimo prehod spremembo enega kvanta je povezan z Larmorjevo frekvenco, se pravi omega je gamma B nič. Tale razlika v dvojni V nič IS, se pravi, poteka pri razliki v frekvencah. Se pravi, če imamo dve jedri pridani omega, bo njuna razlika v frekvenci kvečjem nekaj kilohertzov. Se pravi, so razmerno majhne frekvence. Tale prehod spremembo dveh kvantov pa bo potekal pri vsoti frekvenc. Če smo recimo na 500 MHz spektrometru, bojo tile prehodi 500, ti bojo nekaj kilohertzov, do nekaj kilohertzov, tile pa bojo 1 gigahertz. Pa zdaj pridemo do tega, smo rekli, da so pa te možnosti ali pa zmožnosti za en ali drug prehod povezane s tem, kako se molekule prekopicajo. In že zdaj vas lahko vprašam, katerimi so te majhne molekule, prav majhna organska molekula, ki je to, ki je prosto Brownovo giblje po nekem volumskem vzorcu, po našem vzorcu, ali pa neka organska neka večja
biomolekula, ki seveda nima toliko te dinamike, da bi imela na razpolago visoke frekvence. Salomon je bil tisti, ki je okoli leta 1955 definiral razmislek in podal takole zvezo, razmislek o različnih hitrostnih procesih, ki so udeleženi v spremembah populacij v takem dvospinskem sistemu, ki smo se ga prej ogledali. NOI je se pravi gamma, razmerje gamma, razmerje giromagnetnih razmerij jeder I in S, pomnoženo z ulomkom. V imenovalcu imamo vse komponente, ki prispevajo k relaksaciji. Dva krat dvojni V1S plus dvojni V2 IS in dvojni V nič IS. Se pravi, vsi procesi, ki bi lahko prispevali k relaksaciji. V števcu imamo pa razliko med verjetnostjo za prehod spremembo dveh kvantov, od tega odšteta verjetnost za prehod spremembo nič kvantov. Zdaj, hitro se vidi iz te zveze, da tole imenovalec, se pravi tega, kakršen je. Se pravi, ampak če bo tale proces dominiral, spremembo dveh kvantov bo NOI pozitiven, če bo dominiral prehod spremembo nič kvantov, bo NOI negativen. To je že precej pomembna lastnost NOI-ja. Če si pogledamo, da imamo majhno molekulo, kjer dominirajo ti prehodi spremembo dveh kvantov, nas zanima recimo snemanje C13 spektrov, se pravi nasičujemo protonska jedra, tale proces dominira, se pravi tale ulomek se pokrajša v 1 in vidimo, da bo intenziteta signalov, se pravi heternuklearen NOI s protona na ogljik, bo prispeval k 4-kratnem pojačanju signalov. Če imamo veliko molekulo, ki prekopica počasi, rečemo, da ima daljši korelacijski čas, o tem bo seveda še bolj podrobno govorili, ampak dominirajo procesi spremembo nič kvantov, se bo spet tole okrajšal v -1, če gledamo dva protona, bo tole seveda tudi 1 in bo teoretično ojačanje NOI-ja -1. Prav cel ta razmislek, tale zveza je pomembna, zelo uporabna, cel razmislek nas zdaj pripelje do tega, da razmišljamo o tem, kakšne so lastne frekvence spinskega sistema vis-a-vis hitrosti molekulske orientacije, molecular tumbling rate. Karakteristična vrednost za to vrsto preorientacije je korelacijski čas. Po zelo grobem je to, lahko si zamislimo kot eno grobo oceno, molska masa krat 10⁻12 sekund. In potem, ko recimo pogledamo, kakšen pa je produkt omega, se pravi naše Larmorjeve frekvence krat tau C, če je to zelo manjše od 1, gre za majhno molekulo, ki se hitro prevrača in bo dala pozitivne NOI. V tej strokovni literaturi rečemo, da je to extreme narrowing limit. Če je produkt omega tau C večji od 1, je molekula počasna in bomo opazili negativne NOI. Govorimo o diffusion limit. Velja za velike makromolekule ali pa v viskoznih topilih. Seveda se bo zgodilo to, da bo produkt omega tau C približno 1 in takrat po teoriji NOI-ja ne bomo izmerili. Mogoče bi o tem seveda še govorili, mogoče bi na koncu še omenili, seveda, da Nuclear Overhauser efekt, njegova vrednost, je pa fundamentalno odvisna od razdalje in to je tudi motivacija, da želimo jo bolj podrobno študirati. Povedal bi sem, da dipolarne interakcije z razdaljo hitro padajo, tako da NOI opazimo tam do nekje 5 do 6 angstromov med jedri. To bi bilo za danes vse.